Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar. Skrivamo prvi medijski vir, ki je objavil domnevno lažno novico, da je novopečena evropska poslanka Irena Joveva po izvolitvi povedala, kako je vesela, da gre v Bruselj, saj doslej še ni bila na Nizozemskem. No, ta medij je spletni portal insider.com v lasti razvpitega slovenskega tajkuna Igorja Laha in nekdanjega direktorja Pop TV in Planet TV Marjana Lorenca. Članek o tem pa je napisal bivši novinar časopisa Dnevnik Igor Mekina. Na katero polovico politične scene sodijo omenjena imena, pa itak vsi zelo dobro veste. Vi pa gledate dajo Faktor na TV3 in kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. In mi se še vedno odmevno analiziramo nedeljske evropske volitve. Zato se bomo danes pogovarjali o psiholoških profilih zmagovalcev in poražencev, predvsem pa o njihovih prvih povolilnih reakcijah. Predsednik vlade Marjan Šarec, na primer, je po razglasitvi rezultatov skakal, kot da je dal gol. Veliko novinarjev v uradnem tiskovnem središču v Cankarjevem domu pa ni moglo skriti velikega razočaranja, ker Levica ni dobila evropskega poslanca. In zato so danes menoj še stalna komentatorja, tako je kot zloglasni psihoanalitik Roman Vodeb in pa dolgoletni medijski ter politični insider Božidar Novak. Roman, Božo, lepo pozdravljena. Zdaj, predno gremo k tisti glavni temi, bomo začeli s prvo temo, ampak vse tako je tesno povezana. Zdaj ta domnevno lažna novica oziroma satira, karkoli pač rečemo, da naj bi Irena Joveva, novopečena evropska poslanka na listi Marjana Šarca, izjavila, da se veseli odhoda v Bruselj, ker še ni bila na Nizozemskem. Zdaj, kasneje se je to izkazalo, da to ona ni rekla, ampak se je pa na družbenem omrežju prijelo, pa zato veliko ljudi je temu verjelo, ne? Pa me zdaj zanima, zakaj menite, videla, da je temu tako? Če smem jaz, ker sem en prvih sem rekel, tole pa ni rekla, ne? Tok butasta pa ni. Sadizem tistih, ki zapopadejo to z lahkoto, pa to napihujejo, ta je za proučevati, ne? Ker to, da bi recimo ona pa Šarec trpeli, to je tisti motiv tega, ki je to Iršič, kdo je bil, pa to tak naivneški pa to napumpal, ne? Ta sadizem je za proučevati. Mitja Iršič, ki je to prvi domnevno objavil na Twitterju, jaz si njegovega tvita nisem zasledil, pravi, da je šlo za satiro, ne? Ja, lahko on trdi, da je šlo za satiro, ampak ni šlo. To je lažna novica. Ne, hočem reči, ti, ko si začel zdaj razpravo, si rekel, da tako butasta pa ni, ne? Ker zdaj njen se je med volilno kampanjo se je prijelo, tako da ni glih najbolj med lucidnimi, ne? Če temu tako rečem, ne? Zato je verjetno ta novica tudi padla bolj tako na pripravljena tla, ne? Ona je iskreno naivna, mlada je, neizkušena, ona sama sebe ni toliko igrala, kot vsi ostali izkušeni mački, ne? In zato je včasih izpadla malce naivno ali pa glupo butasto. Jaz teh stereotipov ne bi kar tako delal, ne? Ona edina ni igrala. Mislim, vse ostale so bili naučeni. To je pa dobra poanta. Mlinar je, mislim, da je tudi, bi rekel, iskreno igrala, odgovarjala, ni imela kaj skrivati, ne pozna Slovenije, ni upeta v to ribarijo, levo, desno. Ta Joveva, ta se mi pa na trenutke smilila, ker je dobivala škafe gnojnice, ki bi v resnici kvečemo Šarc mogel prijeti, ker so jezo na Šarca projecirali na to prvo kandidatko Jovevo. Tako da jaz sem tukaj bolj previden pri teh sadističnih izlivih. Kako pa tolmačiš, Božo, se pravičujem, no, sem da še postavim eno vprašanje Romanu, zakaj pa meniš, da je ona potem na koncu, kljub teh pripombah, ki so bili na njene te javne nastope in tako dalje, ne, dobila tako veliko število teh preferenčnih glasov, okoli 41,000? Zato, ker je Šarec na prvo mesto postavil. Zdaj, jaz bi rekel, šlo se je v teh volitvah za reševanja vojaka Rajana, Šarca. Neko volilno telo je njega hotelo ustoličiti kot močno figuro, tako da so obkrožili prvo kandidatko, ki je on dal na prvo mesto. Tako da se ni Joveva zmagala. Zmagal bi tam Miki Miškal, pa Palček Smuk. Ona je bila na prvem mestu. Zatem, da je bila pač takšna, kot je, da ni igrala, karkoli praviš, naivnostjo in tako dalje, ne? Ali pa recimo, ne vem, kako bi rekel, z neizobraženostjo, karkoli pač temu rečem, čeprav je magistra, ampak s tem ni nič pridobila, nič ni izgubila. Slepo volilno telo je volilo Šarca, njegovo listo, zato, da bi utišalo tiste, ki so, ne vem, zdaj pa skoraj eno leto že zlivali gnojnico po njem. To je nek revanšizem levega volilnega telesa, ki je postalo lojalno Šarcu, ne? Mislim, jaz to tako vidim. Božo, kaj pa ti misliš o Jovevi, no, oziroma o teh pač... Gre za volilno
gre za volilno kampanjo, tu je vse dovoljeno, posebej, če vemo, da koliko dobijo, milijon evrov, Ja, 20 ur plače, v ne. 5 letih, ja. In volilna kampanja in soočenja so temu namenjena, da se vsak pokaže, kakšen je. In glej, prvič ni tako mlada, ne, pri 30-ih, vemo, da so bili komandanti partizanskih divizij stari 18. Potem to, da je spadla naivna, je čist njena krivda, pa krivda štaba. Je pa tak, jaz bi rekel, zdaj čisto vseeno, kaj je bilo, moramo za naprej gledati. Mi smo že imeli v zgodovini dva taka primera. Če se spomnimo, predsednik, aktualni Pahor, je bil obkladan z pseudonimom Barbika, ne? Vsi vemo, je izvoljen. In je bil izvoljen, a veš, kaj je naredil, kako je odreagiral, ne? Veš, kako bi mogla Joveva zdaj odreagirati? Ne se za nazaj ukvarjati, je to res, sem jaz naivna, nisem. Ampak ona bi morala banalizirati to podobo, priti z šolsko kapico, pa z globusom pod pazduho v parlament, evropski, in pa reči, jaz se bom pa zdaj naučila, kje je Bruselj, pa kje je Nizozemska, ne? Ja. Veš, ona bi mogla, ti ne smeš na provokacije odgovarjati z realnimi, ker ne dosežeš. Še moraš narediti z tega, tako je Pahor z Barbiko naredil, da si je Barbiko pripeljal, pa si jo je dal na mizo in je rekel, jaz sem res Barbika. Ne, bil izvoljen, ne, parkrat. In kot predsednik vlade, in kot predsednik parlamenta, in kot predsednik države. In tako da, druga zadeva, ki je, ne, na dolgi rok se pa to kaže. A veš, isto se je zgodilo leta 90, ko je ZSMS imela slogan v volilni kampanji prva generacija pravih politikov. In ker so bili mladi pa naivni, dobro, takrat so bili drugi kalibri, ne, to ne moreš Jovevo danes primerjati, pa takrat, kaj vem, Školča, pa Žižka, pa te, ne, so dobili po inerciji 30% glasov. In, a veš, to je ta afiniteta do mladih obrazov, ne, ki so ji priznali, ja res, saj je mlada pa naivna, vse pa sama rekla, to pa je iskreno povedala, vse se bom pa naučila, vse če ne vem, pa sem nova, se bom naučila. In to mora zdaj do konca gojiti, ne. In meni se to ne zdi nič tragičnega, ker ne, glej, če pogledamo realno, ta njena kampanja je bila polomija, ne, in z onim, kaj je, onim z Facebooka, no, njenim PR-ovcem. Matejem Špeharjem, ja. Špeharjem, pa ne vem, potem izraz na obrazu je kazal, da je nevedna, no. Ne, pa vse mogoče pa je to bila igra, ne, ni bilo tako, kot pravi Roman, ne vem. Vse pravim, zdaj za nazaj ni važno, za nazaj ni važno, za naprej, če vzame to kot dejstvo, glej, res priznam napake, bom se naučila, stara sem 30, čez 4 leta bom boljša, ni nemogoče, da bo enkrat predsednica države, če je on iz Barbiko vratal predsednik države, a veš. Pa jaz pa ne bi tako... To lahko, to kot je recimo na nek način, če sem te prav razumel, Božo, ne, je Pahor posvojil, ne, ta naziv Barbika, Ja, ne, in to je postalo nekako tudi njegova blagovna znamka. Ne. Vse iz negativnega narediš pozitivno. Ja, to se pravi, tudi Joveva bi zdaj lahko posvojila to svojo Seveda, jaz bi to bi predlagal, če bi neko nerodnost, neko naivnost, neko nevednost v kampanji. Ne, sej ona ni glupa, če ima magistra. Njo so skozi sito išla. Ona je mlada, ubogljiva, malo bo marioneta. Ne, ker mlada je, no, mislim, zgleda še mlajša. No, zgleda pa mlajša. Dobro, za tebe je mlada, mogoče, ja. Mlada je, toliko stara, kot moj Tamal, in to so še zeleni ljudje. Ona se bo lahko profilirala v dobro kandidatko, kot kakva Fajonka čez 10 let, recimo, ali pa še več. Tretji mandat, ne? Ne obsojati, niti ne svetovati, ona mora ignorirati take neumne tvite. Roman, ni tak. Ja, jaz tako vidim. Ti imaš danes samo še tretji temen, to je joškarsko zabavljaštvo. Ljudje gledajo volitve kot na Eurovizijo ali pa na finale, ki je danes ob 20 pa 15 Celju med Olimpijo in Mariborom. Vmes pa so še volitve. In če ona ne bo znala iz te zgodbe neke forme narediti, jaz ne vem, mogoče kot prvošolček z rutico ali kakorkoli, ne bo nič potegnila. Ona ne more parirati Fajonovi ali pa nekomu zveru, ki je že 20 let v parlamentu v Bruslju. Ona more z neko finto priti. Znovo. Se bo z lepoto prišla, pa z mladostjo. Tako lepa, pa to ne. Veš, en moj stari kolega je rekel, smo že dosti lepše imeli v rokah, ne? Tako da. Dobro, zdaj, Roman, če nima zdaj kaj konkretnega, predlagam, da gremo počasi naprej. Kar gremo naprej, no. Ne, povej. Ja, jaz bom rekel, da tole, da se okrog te Nizozemske, ki je fake news, ukvarjamo... No, fake news ali satira, ne vem. Ne, to je treba Iršiča dati na nakovalo, pa Mekino ali tisti, ki so to napihli. Ona je prav, da je to ignorirala. Pahor seveda si mora tisto Barbiko dati, ali pa Kena, kar on je Barbika, pa Ken. Tale Joveva, jaz se jo ne vidim kot glupo babo. Mislim, kaj smo zdaj z njo ukvarjali? Sej sploh ni išil je Šarec, ne? Ona kasira zdaj jezo zaradi Šarca, ker to
pol Ne, Slovenije ne samo jezo, na Šarca. Tudi to v dobro Šarcu je kasirala, ne? Torej, v dobro Šarca, ona je zdaj sužnja, ne? Ona je marioneta, ona gre tako, kot oni žvižgajo, ona pleše, ona nima samostojne volje tam v parlamentu, ona bo tam samo figura, ki jo bojo drugi predstavljali. In zato so jo tudi zbrali. In take so ženske. Tako to je. Ja, ampak veliko žensk je bilo prišlo zdaj. Pokazalo se je v volilni kampanji, ki je namenjena temu in soočenjem, da edino, kar obvlada, je trotl bobn. To je branje na slepo pred kamero. A veš, napisano naprej. Saj videl se je, da je brilirala na soočenih Pop TV-a, ker so ji očitno dali vprašanja naprej, ker je bila tam v službi še 2 tedna nazaj. In to nikakor ne pije vode, no. Ona je nepripravljena na take situacije in to naj prizna, se pa kdo pa je vedel za njo pred 3 meseci. In če bo rekla, ja, res je, ampak sem se pripravljena naučiti, pa iz tega narediti karikaturo samo sebe, bo ljudje vzeli tako, da res ne vidim samo neze, tem, kako se rekel, Špeharjem, ne? Matej Špehar, ja. Ne, ni more imeti enega resnega PR-ovca, ki bo to znal porihtati, no. Dobro, gremo dalje. Božo, bi te kar direktno vprašal, no, nimam zdaj tukaj tistega tvita, da bi pokazal na ekranu, ampak vse tisti, ki so ga videli. Napisal si, da je Angelika Mlinar, ne, ki je bila pač nosilka kandidatne liste na kandidatni listi stranke Alenke Bratušek, ne, da je pokazala, da ima jajca, ne, tako si napisal na Twitterju, drži, ne? Ja. Boš potrdil, ne? Ja. Pa me zdaj zanima, kaj si s tem mislil povedati, oziroma zakaj meniš, da je temu tako? Prvič, ne, priti iz Koroške na Kranjsko in si tu izboriti, no, da nastopaš. Priti iz Avstrije v Slovenijo, se tega reče, ne? No, ja. Ampak pa povedati, da si Slovenka, pa se tu spopazi z vsemi temi 50 let podlage politiki, to moraš biti pogumen, jaz tega ne bi upal. A veš, to jaz se ne spomnim primera, a veš, kaj smo mi spomnili? Mi imamo zdaj onega Smoleta, pa 5 takih Smoletov, čelavih 70-letnih avstrijskih Korošcev, pa pride ena, ki je pa pol mlajša od njih, pa govori neki jezik, ki je energičen, sicer ni to pravilno slovenski, ljubljanski dialekt, ampak je nek slovenski jezik. In vedeti moramo, ne, a veš, da ti Slovenci tu živimo od Karla Velikega, od Trsta do Velikega Kleka, do Grossglocknerja, ne. In ona pride in pove sredi Ljubljane, jaz kandidiram, velik njen problem je ta stranka. Veš, jaz sem prepričan, da če je ona bila na kakšni drugi stranki, res, na Janševi stranki ali na stranki, samo veš, druge ne bi hoteli imeti, ker je premočna osebnost, ne. In ona ni bila izvoljena zaradi stranke, ne zaradi Angelike, tako jaz to vidim, no. To se pravi, stranka Alenka Bratušek je noti ščala nazaj, ali kako, ne? Ja, seveda, vlekla jo je nazaj, seveda. Ona je bila toliko univerzalna, toliko unikatna je bila, ne, da je padla v oči. Ona ni kontaminirana z levostjo in desnostjo slovenske politike. Ja, ampak je bila pa zelo je bila levičarska, ne, v teh svojih nastopih, ne? Ona je nevednica, se nima jajc. Samo svoja je bila, ne, ni bila levičarska. Ona je imela veš, ona je skajala... Ja, polemizirala je z Kurcem, ne, mislim pač slovenskim kanclerjem, polemizirala je z Zverom in tako dalje. Tu je kar zagovarja ta, kako bi rekel, liberalna levičarska stališča, ne? Roman, hotel si nekaj dodati, ne? Jaz sem rekel, ona ni tipična decinja z jajci, ampak ona je naivna, iskrena, njo ne zanima liberal med levo. Vse so naivne, kako te političarke. Ta je bila, no. Vse ostale so bile bolj preračunljive. Joveva je bila še naivna. Ampak ona je pa iskreno prišla, oddelala svoje, na koncu, ko je videla, da ni dobila, se je, bi rekel, niti ne tako kislo smejala, svoje naredila. Alenka Bratušek se tam od muke malo sesula. Jaz tukaj ne vidim nekih posebnih jajc. Ne. Jajce je imela, ne vem, Ljudmila Novak, da je tam se bockala z vsemi tistimi alfa samci. Ne. Tako da, ne bom rekel, da jo poznam, ampak ko sem jo profiliral, bi rekel, ta je iskrena, močna političarka, tudi Markeš je rekel, ona je odgovarjala na novinarska vprašanja, tako kot se odgovarja. Ona je neč slaloma vozila, pa tam preračunavala. Da prihaja iz neke, kako bi rekel, zahodne demokracije. Ja. Ampak kar se meni zdi zanimivo, je pa to, no, Slovenci ne, dobila veliko preferenčnih glasov, tam okoli 20 000 se mi zdi. No, ampak Slovenci, Angelika? Ja, Angelika, ja. Bi bila izvoljena. Po preferenčnih glasov bi bila izvoljena, ampak stranka ni not prišla. To pa nisem vedel, veš, pa jaz sem predvideval, da je tako bilo. Ja. Ampak to hočem reči, ne, kaj je bilo pa meni zanimivo, da so jo Slovenci tako posvojili, ne da bi pravzaprav karkoli vedeli o njej, ne. Je če Slovenka. Vse Slovenci tudi Trsto, veš.
Ja, pa delovala je slovensko, govorila slovensko in tudi stereotip ti nezavedno prepozna kot tam neka hčerka, ki se bori za slovenski narod, za slovensko državo. Ni imela ona te ovire, da prihaja iz Avstrije, pa to ljudi Ne, to so jih hoteli eni dati, pa je tudi so vrgli v eter, pa na Twitter, ampak je res, da prihaja iz Avstrije, samo je Slovenka. Ne? Po mojem so hoteli škoditi Alenki Bratušek, ki se je, rekel, iznajdljivo iznašla. Ona bi imela 1% tako kot Cerar, če ne bi imela... kandidirala kakšnega Jeneja Pavliča in podobno. tako. Seveda, ja. Se to, ta ocena, da če bi bila Angelika Mlinar, ne vem, na kakšni malo večji stranki, bi zagotovo prišla noter. Ne? Tudi v Šarcu bila prva in pri SDS-u med prvimi tremi. Ne, samo veš, kaj je nevarnost te Angelike. Ona je tako močna osebnost, da kjerkoli bi bila, bi naredila kraval. Pri Janši bi ona hotela biti glavna, pri komunistih bi hotela biti glavna. Šarca bi poslala nekam, ker ga po mojega podcenjuje, ko se ni meni. To je pa dobra zgodba, ampak mislim, druga zgodba, prišli smo do oglasnega bloka, se vrnemo na to temo takoj po oglasih. Okay. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor, analiziramo evropske volitve. Prejšnji teden z mano sta gospod Roman Vodeb in pa Božidar Novak. Zdaj, v odmorih je bila debata o tem, kako se bo naprej razvijalo v Bruslju zasebno življenje Irene Jourove. Ugotovili smo, ker Tanja Fajon se je v prvem mandatu ločila. Bomo videli, kaj se bo dogajalo z gospod Jourovo. Ampak zdaj, če gremo k volilnim poražencem. Veliki volilni poraženci so bili stranka Levica in bi predlagal, da pogledamo en video z Violeto Tomić v glavni vlogi, ki je po mnenju nekaterih usodno odločil o tem, da Violeta Tomić ni bila izvoljena za evropsko poslanko. Should Russia hand back Crimea? I don't know because it is their own matter, so it matter. I think they should make referendum again. Zdaj, to naj bi odločilo, ne, da Levica ni bila izvoljena, mogoče bi bilo še kaj drugega ali tretjega, ampak zdaj me zanima vajno mnenje, ta njen nastop. Je bilo to, da je na volitvah potem klavrno propadla? Tudi to je bilo, ampak glej, če se spomnimo nazaj leto... Ampak prosim samo malo krajše odgovore, ker imamo še par takšnih posnetkov. Ja. Se spomniš onega kviza, ko ga je vodila najbolj zoprna ženska v državi? Najšibkejši člen, ne? Kak? Tak. Najšibkejši člen je bil naslov, ja. Kdo je to vodil? Ona, ne? Ona. In zdaj je bila najšibkejši člen tukaj. Ti moraš vedeti, ona je verjetno znotraj stranke močna oseba, na trgu pa je nič. Ker je Luka Mesec vodi to stranko. Luka je mlad, lep, pameten, všečen, demagoški. Ne, veš, Luka tudi k maši hodi, ne, po tem, kaj sem slišal, ampak pove to, kar ljudi na Ledvici radi slišijo. Ona pa je seveda zadrta babura, ki enostavno ne vleče na volitvah in to je to. Ampak preferenčnih glasov je pa dobila enkrat več kot Luka Mesec kljub temu. Ja, ker je bila na prvem mestu. Mogoče bi jaz rekel... Koliko je dobila, ne vem, Bojan, nisem gledal. Okoli 13.000, Luka pa 6.000. Antipatična mal je, ne? Ampak jaz bi rekel, ok, tukaj ni blestela, ker ni razumela vprašanja, ne? Da se mi zdi... Aha, se pravi, a to ni bilo pridobivanje na času ta Ne, ona ni razumela vprašanja. Pa treba je vedeti, da igralci, oni se naučijo tekst in briljirajo kot dobri govorniki, ker imajo tekst naprej memoriran. Ona ne zna svojo glavo kar tako misliti. Ona se mora govora v državnem zboru naučiti, ne? In je suverena v naučenju. To delajo igralci. Ne? Svojo glavo ne znajo kaj preveč uporabljati. Ne? Ampak jaz bi rekel, da volivci Levice... Dobro je takrat, kada zna tekst naprej. Ja, tako je. Ona se nauči. Ampak se suvereno nauči in izpade dobra govornica. V resnici je pa to naučen govor, ki nima veze s pametjo. Nekaj drugega bi se rekel. Tukaj je pa soočenja zdaj, ne? Tukaj je bilo pa soočenje, treba malo klikarjev uporabljati, ne? Tle pa zmrzla, ne? Pa še v angleščini. Jaz bi rekel tudi, da slovenska, tudi leva scena, volivci, ne, vedo, da z nekim demokratičnim socializmom v Evropi nimamo kaj iskati. Ne? Mi lahko tle briljiramo, ali pa Levica, lahko tam mlade flanca, tam v eni resni Evropi ne more z idejo demokratičnega socializma rasturati. In volivci so to vedeli in so dobili tistih par glasov, kot so dobili zaradi mogoče lojalnosti. No, zdaj, če pogledamo še izjavo, ena od prvih izjav Luke Meseca, potem, ko je izvedel za volilne rezultate, pa me zanima zdaj vajno mnenje o tem,
kako močno je bil. Rezultat je pod pričakovanji. Imeli smo dve pričakovanji. Prvo, da izboljšamo tistega iz leta 2014, to smo. Drugo, da dobimo europoslanca. Tega cilja nismo dosegli. Zdi se, ne, vsej pač tisti, ki ga poznamo, pa spremljamo njegovo pot ali pa kariero, karkoli, da je bil zelo, zelo, ne, kako bi rekel, celo jezen se mi je zdel. Ja. No? Seveda, Ne samo razočaran, celo jezen. Ne? tukaj so potlačene frustracije. Ne? Moški to dojemajo, ali pa dojemamo poraze kot simbolno kastracijo. On je na čelu te stranke, in njemu so ga odrezali z jajci vred, ne? Po domač povedano. In to Ja, na pa račun drugače teh vidim bank. to, veš. Vse lahko ti drugače vidiš, sam psihoanalitično gledanje je pač tako. Verjetno On imaš prav, ja. ne more predelati takega poraza, ko bi vendarle se je tam nekje tudi javnomnenjske raziskave, da so se obetali en poslanc. Najmanj, ja. Pa nič, ne. Mislim, to je bolečina za moške. Ne, To ženske isto te govorimo, bolečine, bom polno povedal. bolečine ženske te ne poznajo. Ženske se bojijo biti osramočene na volitvah, moške pa pol jebe toliko, ker so kastrirani. To je bolečina moških, ko zgubi, je 10-krat večja bolečina žensk. Daj Božo, zdaj tila tole malo. Izvoli. Ja, ne. Ja. Glej, poraženci ali zmagovalci. 28% voljivcev je šlo voliti. 72% jih ni šlo voliti. Kar pomeni, od 5 3 niso šli voliti, 2 pa sta šla voliti. In očitno, Ne, celo mislim, da je malo slabši izid, ampak ok, ja. ja, očitno Luka Mesec in njegova stranka niso zadovoljili svojih zaveznikov, ker na volitve so prišli samo prepričani. Na volitve so prišli samo navijači Maribora pa Olimpije, ne vseh ostalih. Ne? In veš, zaradi tega je on bil razočaran, ker je od svojih ni dobil glasov, od svojih pa ni dobil, ker nič ni naredil, ker jih je razočaral, ni znata izstopil, ne vem kaj obljubljal vse. Ne? Oni dohodek, temeljni dohodek, torej vsak, da bi dobil plačo za stojn, ni nič naredil. Ne? Razen, da si je to igralko za visoko plačo, ki je obljubljala pred par leti poslance na minimalce, obesil na plakat. In zaradi tega je on videl, da ni, ker mogoče je celo v enem momentu skapiral, da je on v tej fazi, ko so ga prepoznali, da je demagog, da je zavajal, da se je lepo slikal, lepo govoril, naredil pa ni nič. Ne? Bože, ti si bil v politiki, oziroma si spremljal politiko. Ne? Koliko časa pa recimo zdaj taki poraženi politiki ne, rabijo zdaj ta, kako bi rekel, ne, to fazo, da pridejo k sebi, no? To... Ja, veš, kak je bilo. Ker tukaj se je zdel zelo potovčen. Ne, Ja, ne, saj ne. tudi ti se Mislim, spomniš. tudi mediji so rekli, da je šlo zdaj za prvi velik poraz levice ne, v zadnjih letih. Ja, to je zelo tak, veš, jaz se spomnim, ko je Bavčar 92. zgubil na veliko volitve proti Drnovšku. Ne. Bavčar je rabil dan ali dva. Ja, takrat demokrati, LDS. Ne, Ja, tako, dan ali dva, končalo se je, da je nadmudril Drnovška, pa je bil podpredsednik njegove stranke. Pol, ne. Kdo drug, veš, iz kakšne druge stranke se pa nikoli več ne pobere. No, recimo Miro Cerar Ja. je rabil 48 ur, da se je pojavil pred novinarji. Ne? V nedeljo saj- zvečer so se končale volitve, on je šele v torek popoldne uspel priti pred mikrofone. Ne? Tudi Janša po volitvah 2008, ko jih je izgubil, je doživel šoke. Ne? In, mislim, potem, kaj sem slišal, jaz nisem bil zraven. Ampak glej, to so veš, osebne velike travme od veljaka do bedaka. Vsak, ki nima svoje močne identitete, potem pade na zobe in to spozna, če ne prej, pol, ko ni izvoljen enkrat več. Ne? Ampak jaz se spomnim, kak je bilo v LDS, ko je razpadlo, veš. Veš, kaj to pomeni za te ljudi, pol? Da ti pol drugi dan več telefon ne zvoni. Vsi so bili ministri, avti, šoferji, naenkrat te ni več. Ne? Dobro, Nemcu bo, oziroma pač Nemcu ne vem, no, ampak mesecu bo zdaj še zvonil telefon. Ne? Ja, To ja, velja. ampak on se je začel zavedati, kaj pomeni, da eno stvari obljubljaš, pa jih ne narediš. Zato je tak šok bil. Vse on ne more realizirati, Slovenija znata stopi, no, halo, ker bodo začeli iz Amerike pa z Brusla telefoni zvoniti. On ne more realizirati tega dohodka. Se pa fajn sliši, ne? Pa ne vem, kaj se niso obljubljali. Privatizacija Telekoma, kaj ne vem, 10 takih finih, ne, ki jih ne more nobena levičarska stranka realizirati. In to Dobro, se je zdaj videlo. predlagam še, da pogledamo še en poraz in sicer Igorja Šolteza v volilnem štabu Desusa. Vse smo pričakovali, da bomo dobili mandat, ampak jutri je neudan. Kaj pa menite o tem izrazu? Je prinesel poraz dobro ali ne? Sej smo pričakovali, da bomo dobili. Ne? Sej Ja, smo to tudi sej smo pričakovali. Sej smo pričakovali, da bomo izgubili. On je potihem vedel, da bo izgubil. Ne? A misliš? Mislim, jaz sem glavo zato, da vem. Ta simptom je pač tak. Ja. On je napačno dikcijo uporabil. Aha, to je bilo nezavedno. Ja, tako? ja, Freudian slips se tem reče. On je vedel, da ne bo dubu, ne? Potihem je vedel. In pa se je zmotil na tak način in sej po preferenčnih glasovih bi on celo not pršel. Ja, ampak Desus ga je... podobno kot Kanjeli Kamnina. Ja? Ja, ja.
pač Desus ga je nazaj vlekel. Tako da tale kisel nasmeh, to je obračanje nasprotja, on bi se jokati mogel, ali pa Erjavca tam okoli ušes stisniti. Ker on bi lahko prišel not sam pod Pršarcu, recimo. Tako da jaz bi rekel, edini, ki se ne sekira na teh volitvah od moških, ker je poraz boli, je Jelinčič. Temu se pa fučka za vse. On je svoje pri njemu pa ne veš, da si je želel priti noter, Podobno občutek sem imel lani na parlamentarnih volitvah, tudi nisem vedel, ali je bil vesel, da je prišel v parlament ali ne. Tisti je bil, on je svoje tam naredil, ampak tukaj je pa edin, ki se ni sekiral. Vsi ostali, mislim, razen tistih zmagovalcev, ki se ve, kjeri so, to je simbolna kastracija, to je muka, to moški s tem ne more živeti. In to je čisto drugače pri ženskah. Ženska se bo že malo naglihala, moški pa, ne vem, en Peterle, to je odrezan za stalno. To je tam zdaj... Peterle napoveduje še politične napoveduje željo, ima tudi projeciruje nekaj, bi rekel, pač na Nova Slovenija, da je narobe stranka zastavila. To toliko boli, da človek, ko mora nekaj povedati pametnega, zmešan rata, butast. On v izlivu, boljše prespati, boljše nič povedati, ali pa si vzeti pauzo, pa prespati. Aha, to Cerar je potem dobro naredil, da je prespal. To je modro naredil, Ali pa če se pojaviš, nič ne poveš par ljudnih fraz, pa greš. Ja, se to je ta naučenost, ki jo, kaj vem, ena Joveva pa Mlinar nista imela, mislim, so pa iskreno zastavili. Vsi ostali so pa... Mlinarjeva ima politično kilometrino. Ja, ampak one niso odglumile tisto, kar so od sebe ven dale. Vsi ostali so se pa naučeno odigrali govor. Tudi vključno s Šoltesem. Tako da zadeva tukaj, mi lahko 3 ure govorili, to je izjemno zanimivo, gledati tole, pa analizirati, pa te poražence, to so sami poraženci, če izvzamemo. Zdaj pa pogledamo eno zmagovalko in sicer nosilko kandidatne liste Socialnih demokratov, Ireno Fajon. Gre pa za neko naključno očitno srečanje z enim od Albancev, ki živi v Sloveniji, slovenskim Albancem, kakokoli temu rečemo. In bomo videli, kako se je pravzaprav kar znašla, ko je kolega Ljuš Petinač videl to fotografijo, oziroma ta video je rekel, tako se dobivajo volitve. Poglejmo. Dragi Albanci, evropske volitve bodo pomembne 26. maja, pojdite na te volitve, preferenčni glas 1, Tanja Fajon, Socialni demokrati, lista 11 in naredila bomo vse, da bodo še Kosovari odpravili vizum. Tanja, to zamenjamo. Ta video je prišel po volitvah, ampak šele ven, zdaj včeraj, danes, včerajšnjem, ampak me zanima, tako se dobivajo volitve, kako? Mislim, ta reakcija, takoj poziv, recimo slovenskim Albancem, volite zame, da bodo Kosovari dobili, oziroma da bomo pri Kosovari ukinili vize. A je to bila pravilna reakcija? Pravilna, glede to, da je bila bolj pravilno, seveda. Vidi se kilometrina, Fino je, da je bila na pravi listi, fino je, da je bila pod številko 1, da je iz močne stranke in zato je bila izvoljena, Govorila je skozi to, kar je bilo željeno slišati, soočenih je bila ostra, tako da resna profesionalka, političarka, tako da tudi, če ne maraš, jo moraš ceniti, tako je izpadla, Tudi za nasprotnike je izpadla tako. Ona je profesionalna političarka, zdaj, koliko pa, njo so predvsem volili zavezniki, a veš, SD ima tisto svojo volilno bazo in ta pride in zato so dobili 2 glasova, fertik. Tukaj je ena rutina takšna, da ona niti ne zna več zdrsov delati. Če bi jih naredila, bi novinari to sanirali. Levi novinari bi vsak zdrs njen sanirali. Ona je podprta s klientelo novinarjev, zverzirana je, všečno deluje, naučila se je tega nastopanja, marketinga, vsega in jasno, da te slepe, glupe ovce ne vidijo nič narobe na njej. Pa še levičarka je, kar je 3/4 Slovencev. Tako da ona je rešena še za 3 mandate. Dobro, zdaj pa predlagam, da pogledamo, kako je reagiral Marjan Šarec, oziroma lista Marjana Šarca, potem, ko so izvedeli, da so dobili dva evropska poslanca. Lista Marjana Šarca 15,61%,
Roman, kaj praviš pa na tole, kot gol na nogometni tekmi? Ne? Ja, sej, če bi imel čas, bi jaz zdaj libidinalno ekonomijo upeljal. Ne? Ja, ampak On je časa dal, ni za igro, ja, ja, pa ja. bom vsem rekel, dali so gol v zadnji minuti, ne? Odločilen gol za finale ali pa za zmago. Mislim, anticipacija psihičnega pričakovanja je velika in potem se zgodi užitek. In tega užitka ne moreš krotiti. In tukaj so pokazali ta izliv, podobno je pri športu. Ne? In ti ljudje so iskreno uživali v zmagi. Edino Joveva recimo, je pa uživala, ker se ni osmešila, ker je dobila mandat. Ne? No, tukaj so se ubijali za šace, ne, ste videli. Ja, ampak Joveva je uživala v svojem mandatu zato, ker ni bila usmešena, da ne bi prišla v parlament, ker samozavesti nima ta punca, ki je preveč. Ne? Moški pa uživajo, ker so zmagali. To je razlika v ženskem in moškem uživanju. Če rečemo šport, da je kurcemirstvo... A se vam tukaj zdi, recimo, je bilo to tako malo vidno, da so zdaj vsi, ki so bili nekako v tej sobi zbrani, so čakali, kako bo reagiral predsednik stranke Šarec, oziroma predsednik vlade. Ne? In ko je on poskočil in tako dalje, so se mu pridružili z aplavzom. Ne? Po mojem so kar vsi malo imeli v stand-byu tisti izliv ven, ko je pa on tam gol dal, ne, so pa slavili vsi. Ne? Mislim, vse moraš ti, politično modro je, da gledaš, kaj ti petelin dela, ne? Pol pa si upaš, da ja duška. Če ne si, ne vem, izpadeš kot moteč. On mora počakati, kaj bo njegov vodja rekel. Tako da to slavje je bilo kar, bi rekel, normalno. Se ti je zdelo pristno slavje? Pristni je bil Šarec, vsi ostali so bili pa zadržani, ker niso upali euforično uživati, ker so čakali. Ročno so imeli zategnjeno, kaj bo šef rekel. Ne? To se je videlo, ampak rekel užitek je bil pa enorm, ne? Tako kot na drugi strani. Ne vem, če ste videli opazili, da tam zadaj na desni je bil tudi skrivnostni državni sekretar v kabinetu Marjana Šarca, Damir Črnčec, za par sekund v kadru. Zdaj je le plosko ali ne, to se pa zaprav ni dobro videlo, ampak bil je tam. Božo, povej mi ti, kako si ti videl tale? Oni bi ploskali pa navijali v vsakem primeru, ker bi hoteli prikazati vsak rezultat kot zmago. Da še niso nikoli imeli poslanca, zdaj pa imajo dva, ali pa če imajo enega, ali pa ne vem, če so en glas dobili, bi pokazali to. Če bi a veš, ker njim so raziskave 4 poslance kazali pred pol leta. Sprva, ne? Ja. In to je to, ne? In seveda oni bi bili veseli vsega, pa vsi bi ploskali, ker bi Šarec ploskal, no? To je v bistvu samo to, kak je tisti ključen volk, kako se temu reče, alfa samec, ne? Odreagira, tako so vsi ostali v krdelu odreagirali. Dobro, zdaj predlagam pa, da pogledamo še en krajši posnetek ene od prvih izjav Janeza Janše. Je pač ta kampanja pokazala ne samo, da imamo veliko stičnih točk, ampak da smo jih sposobni tudi skupaj zagovarjati. Kaj pa pravite na to, ta izraz? Tukaj je bilo pa malo kislosti. Ne? Malo kislosti. Svoj čas se je smejal, ne, prisiljeno, kar je tudi znak žalovanja, se smeješ, ker najraje bi jokal, pa se potem smeješ, ali pa celo nekje po enih volitvah je plesal. To je obračanje v nasprotje, tisto depresijo, pol obrneš v ples, pa so tam plesali poraženci. Tukaj je bilo pa, bi rekel, enega poslanca izgubil, kakorkoli se tole obrača. On je poraženec, kljub temu, da je zmagal. Božo, kako pa ti vidiš tole? Vidim dost, glej, edini, ki je nastopal do zdaj, ne vem na kolikih volitvah, ne, od leta 90 dalje, naučeno, po tistem porazu 2-8 njega ne more nič strira vreč, tudi še kakšne druge življenjske izkušnje, zapor, pa da ne rečem vojna za Slovenijo. In tu se kaže, da on dela na dolgi rok. Ne. Kaj sem jaz videl, mogoče ti drugače videl, Roman. On računa na to, da bo nekoč spremenil ustavo in da bo fural zgodbo tako Orban na Madžarskem. To sem jaz iz tega videl. No, na dolgi rok. Vsaj na ene volitve gre še zagotovo, ne? Parlamentarne. To on ve, jaz ne vem. Ne, predvidevam, ja. Par od vas sprašujem. A ja, ne, on ima stranko. Glej, veš, kaj je njemu uspelo? Njemu je uspelo, da je on definiral slog politični vodenja v tej državi. Prej so vsi imeli neke interne demokracije v teh LDS-ih, pa v SZDL-jih, po njem imajo vsi svoje stranke DOO, pa je Alenka Bratušek DOO stranka, pa je
SDS d.o.o. Janeza Janše, pa je Lista Marjana Šarca d.o.o. stranka, pa je, kaj vem, vsi imajo, Jelinčičeva stranka je pa največji SP, ne d.o.o. ne. In vsi, veš, če si to 10 let nazaj so mu učitali, da avtokrati, so vsi avtokrati. Vsi imajo notranjo stopnjo demokracije nič ali pa -2. In on je to naredil in na dolgi rok ima zelo močno bazo, ima fiksne volivce. Zdaj, a veš... Okej, smo razumeli, malo nas čas priganja, Božo, se opravičujem. Imamo še en posnetek, predlagam, da si pogledamo še posnetek, ki je nekoliko daljši, mislim, na 2 minuti. Gre pa za izpoved Bernarda Brščiča, našega kolega, komentatorja, v ponedeljkovi oddaji, se pravi dan potem, ko je izvedel za volilne rezultate, ki je kandidiral in ni bil izvoljen v Evropski parlament. Tudi sam sem bil nosilec liste Domovinske lige z transplantacijo platforme suverenizma in sem bil pri tem neuspešen. Samo 1,7 odstotka, 8044 glasov, zame osebno 4544 preferenčnih glasov. Upoštevaje, da je za neko Ireno Jovevo glasovalo, ne vem, 41.800 ljudi z preferenčnih glasov, se pravi, ti si iz Cela. In to je eno Celje za Ireno Jovevo, za Bernarda Brščiča pa 9-krat manj, ne? Ti pove vse o politični tehnologiji, o statusu v družbi, statusu quo, da gre za diktaturo statusa quo in da je praktično, če nimaš podpore dominantnih medijev, praktično nemogoče z nekim takim političnim podjemom, ki je po mojem sodoben, je v toku, kar se dogaja trenutno v Evropski uniji. Če se ista zgodba uspešno odvija v Italiji, v Franciji, v Veliki Britaniji, v manjši meri recimo celo v Nemčiji, smo mislili, da bi pa mogoče od teh 8 kandidatov lahko ponudili enega suverenista. Ljudje so dali sodbo včeraj, da drugače, da so zadovoljni z Verom, da so zadovoljni z Bogovičem, da so zadovoljni z izglasovanjem migrantskih kvot, da so zadovoljni socialisti. In business as usual. Jaz mislim, da je to v celoti v nasprotju z evropskimi trendi, se pravi, da smo mi za časom, ampak ljudstvo ima, ne bom rekel prav, ker jaz mislim, da nima prav, ampak je imelo možnost soditi včeraj in je obsodilo. Kako pa gledate na ta njegov nastop, oziroma njegovo, kako bi rekel, samo refleksijo na te volitve? Ampak imate vsak po 30 sekund, ko moramo zaključiti. Dve zadevi, transplantacija, čega že, platforme suverenizma, to še po moje sam ne zna razložiti, kaj je, ga je pokopala. Tja njegova politična latoščina spominja na SZDL-evsko in politiki morajo biti jasni, tako Jelinčič, veš, isto govori kot on, samo z drugimi besedami. In drugo, volilna udeležba je bila taka, ne, da bi on lahko tudi bil zmagovalec, ampak je bila nizka volilna udeležba in ljudje ga ne poznajo. Dobro, še tvojih 30 sekund. Zdaj jaz kot nas gledam, pa njega nisem vedel, a se joka ali ima sam solze gor. Mogoče bil je izredno prizadet, mislim, sklicuje se malo na ljudi. Ne, ljudje to imamo, mi ne moramo volivce zamenjati. Treba se prilagoditi volivcem. On je pa štrlel, bi rekel, 3 standardne deviacije, radikalen je bil v eno pač desno smer in volivci tega niso zapopali tudi zaradi tega, ker pač ni bil na pravi listi. On bi moral biti po mojem prepričanju na listi SDS-a. Moram zaključiti te točki. Roman, Božo, hvala za vajne komentarje, hvala za vajni prihod. Žal se nam je čas iztekel. To je bil današnji 299. evropsko povolilni psihološki faktor. Jaz se pa do jeseni poslavljam iz oddaje, ki bo v prihodnjih tednih vodil samo kolega Aljuš Petinač. Lepo pozdravljeni in seveda ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.